Pozdravljeni na kanalu Prepovedana zgodovina. V tem videu vas popeljemo v leto 1347, ko sta rimski cesar Karel IV. In papež Klemen VI. V Pragi ustanovila benediktski samostan z bogoslužjem izključno v slovenskem jeziku. A to ni vse. Odkrite neverjetno zgodbo o tem, kako je sveti Hieronim, eden najpomembnejših cerkvenih očetov, prevedel Sveto pismo ne le v latinščino, ampak tudi v slovenščino. Zakaj je to dejstvo zamolčano v uradni zgodovini? Kako je slovenščina povezana s češkim jezikom? In kje bi lahko bil shranjen Hieronimov slovenski prevod Svetega pisma? Če vas zanima, kako so Slovenci že v 4. stoletju imeli svoj knjižni jezik in zakaj so te podatke skrivali, si oglejte video do konca. Ne pozabite všečkati in se naročiti na kanal Prepovedana zgodovina za še več prepovedanih zgodovinskih odkritij. Dne 21. listopada 1347 sta rimski cesar in češki kralj Karel IV. Ter papež Klemen VI. V Pragi ustanovila benediktski samostan, službo božjo izključno v slovenskem jeziku. Tedaj je bila izdana listina rimskega cesarja in češkega kralja Karla IV. Iz cesarsko-kraljeve in papeške listine je razvidno najprej, da naj bi sveti Hieronim s polnim imenom Evzebij Sofroni Hieronim, ki je živel med leti 347 in 420, iz hebrejščine prevedel Biblijo ali Sveto pismo v latinski in v slovenski jezik. Hieronimov prevod Svetega pisma v latinščino je nesporen. Njegov prevod v slovenščino pa ni splošno znan. Zato je izjemnega pomena, da to potrjujeta tako vrhovni posvetni suveren cesar, kot tudi vrhovni cerkveni suveren, papež. Na podlagi tega lahko sklepamo, da bi lahko bil Hieronimov prevod Svetega pisma v slovenščino morda shranjen v posebnem delu vatikanske knjižnice, ki ni dostopen javnosti, kar pa je papež seveda lahko vedel. Iz listine je razvidno tudi, da češko narečje ali češki jezik, z drugimi besedami jezik češkega kraljestva, izvira iz slovenskega jezika. Nikakor ne gre za noben slovanski jezik, marveč izključno za slovenski jezik, saj je bil tedaj izraz Slovani, slovanski, neznan in neobstoječ. Besedilo izvirne listine se glasi: Oče naš, gospod papež Klemen VI. Je na našo prošnjo in zahtevo dovolil, da bi lahko v našem mestu Pragi ustanovili samostan reda svetega Benedikta ter ga uredimo z apostolsko avtoriteto. V tem samostanu naj postavimo opata in brate, ki bodo služili Gospodu ter upravljali bogoslužja v slovenskem jeziku. To pa zgolj v čast in spomin na najslavnejšega spovednika, blaženega Hieronima Stridonskega, odličnega učitelja, prevajalca in izjemnega razlagalca Svetega pisma iz hebrejščine v latinščino in slovenščino. Prav iz tega slovenskega jezika je namreč jezik našega češkega kraljestva prvotno črpal svoj izvor in se razvil, ter naj bi ga v prihodnjih časih uporabljali pri bogoslužjih. Kdor bo temu nasprotoval, naj bo preklet od Boga vsemogočnega očeta in blaženih svetega Hieronima, Cirila in Metoda, Alberta in Prokopja, in naj ga zadanejo kazni, napisane v knjigi življenja. Izdano v Nürnbergu leta gospodovega 1347 v 15. indikciji 21. decembra v 2. letu svojih kraljestev. 21. november
1347 rimski in češki kralj Karel IV. Med pričami so navedeni škofa Friderik Bamberški in Janez Olomuški, nadmaršal Rudolf, vojvod saksonski, Nikolaj, vojvod opavski, Eberhard in Ulrik, brata in graščaka iz Württemberga, Janez in Albert, brata iz Nürnberga, Nikolaj, dekan iz Olomouca in kancler kraljevega dvora, ki je to potrdil. Sveti Hieronim s polnim imenom Evzebi Sofronij Hieronim je bil rimski duhovnik, teolog, apologet, biblicist, prevajalec, svetnik, cerkveni oče in cerkveni učitelj. Rodil se je okoli leta 347 v Stridonu, umrl pa je 30. septembra 419 ali 420 v Betlehemu v sveti deželi. Njegov rojstni kraj Stridon se je nahajal v trikotniku med Reko, Trstom in Ljubljano, skratka v kraško-istrskih krajih. Uradno je bil po rodu Ilir, kar pomeni Sloven. Velja za enega izmed 4 velikih cerkvenih učiteljev, kamor sodijo še sveti Gregor Veliki, sveti Avguštin in sveti Ambrož. Najbolj znan je po latinskem prevodu svetega pisma, ki je kasneje postal znan pod imenom Vulgata. Hieronimov prevod svetega pisma v slovenščino pa ni širše znan in je pravzaprav zamolčan. Zato je listina iz leta 1347, ki je nastala ob tisočletnici njegovega rojstva, v kateri je izrecno navedeno, da je sveto pismo prevedel tudi v slovenščino, toliko pomembnejša. Navedba o prevodu svetega pisma v latinščino in v slovenščino namreč uradno potrjujeta tako vrhovni posvetni suveren, cesar, kot tudi vrhovni cerkveni suveren, papež, zato v to dejstvo sploh ni dovoljeno dvomiti. Vprašati se je treba, zakaj je to za Slovence izjemno pomembno dejstvo zamolčano. Kaže celo, da je pisanje v tem in v zvezi s tem v uradni zgodovini prepovedano. Jasno je tudi, zakaj je temu tako. Ker je sveti Hieronim po rodu Ilir že v 4. stoletju tudi v slovenščino prevedel sveto pismo, je to še eden v vrsti dokazov, da Sloveni v naše kraje niso prišli šele 200 ali 300 let pozneje. Obenem je to tudi dokaz, da so bili Sloveni omikan narod, slovenščina pa starodaven knjižni jezik. Vsa ta dejstva nikakor ne gredo skupaj s tem, kar v šolah in na fakultetah učijo naše rodove, zato so nam Hieronimovo delo skrili. Kaj pomeni Hieronimov prevod svetega pisma v slovenščino za našo zgodovino in identiteto? Zakaj je to pomembno dejstvo zamolčano in kako lahko razumemo vlogo slovenščine v evropski kulturi? Če želite izvedeti več o skritih delih slovenske zgodovine, kliknite na naslednji video na kanalu Prepovedana zgodovina. Ne pozabite se naročiti na naš kanal in všečkati ta video, da bomo lahko še naprej razkrivali skrivnosti naše preteklosti. Hvala za ogled in se vidimo v naslednji epizodi.